čeprav se nam je zdelo, da tega gordijskega voza ne bo nihče posekal, je ministru Bešiču Loredanu čudežno uspelo poenotiti tradicionalno sprte zdravstvene sindikaliste. Se veste, večno pereča tema, eni bi povišice za zdravnike, drugi bi za sestre, tretji za laborante. Čeprav izjava za medije sprva ni bila predvidena, so po koncu pogovorov vsi stopili pred kamere. Novo je to, da smo se v celoti uskladili za koncept plačnega stebra, vsi sindikati. Fides je dal eno izjemno dobro izhodišče. Tudi ostali sindikati so se s tem izhodiščem strinjali. Ja, skoraj so uspeli rešiti problem plač v zdravstvu, poudarjam, skoraj, kajti očitno so na nekoga pozabili in dan kasneje smo videli pa tole. Direktorji zdravstvenih domov in bolnišnic so namreč na premierja Roberta Goloba naslovili pismo z opozorilom, da bodo plače nekaterih zdravnikov po 1. aprilu presegle njihove plače. V pismu so zapisali, da razmišljajo o odstopu, če nesorazmerja ne bodo odpravljena. Pismo, ki naj bi ga podpisalo več kot 100 direktorjev, so predsedniku vlade poslali minuli teden. Odgovora pa do zdaj še niso dobili. Ok, direktorje po svoje razumem, da šefi dobijo manj kot njihovi mlajši sodelavci, to res ne gre. To pomeni, če bi jaz bil direktor oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, vodil bi jo pa recimo, ne vem, Beno, pa da Beno zasluži več kot jaz. Ni šans. Kakorkoli zanima me, kaj se je pa zgodilo s pismom, ki so ga poslali Golobu? Se je zgubilo na pošti? Kaj je bilo? Pisem, zahtev in podobnega dobivamo ves čas in na nobeno ne odgovarjamo, tudi na petarde ne odgovarjamo. Na nobene eksplozije ne odgovarjamo. Če ga ne gane pirotehnika, ga pisma seveda še manj. Bo treba za plačni happy end, če citiram Goloba, uporabiti bolj inovativen pristop. Čeprav, če Golob kot pismonoše ne odgovarja na pisma, jaz ne vem, kaj bi lahko naredili. Mogoče bo premijer odgovoril, če pred vlado prijete s tankom. Recimo. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.